Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Pred nami je prva nedeljska tekma 32. kroga slovenskega državnega prvenstva. V Lendavi bo Nafta gostila Koper. Zelo pomembna tekma za domačine v boju za obstanek. Gostje pa seveda želijo nabirati točke še naprej v prvenstvu, igrati dobro pod taktirko Slaviše Stojanovića in samo še nadgraditi uvrstitev v finale pokala Pivovarna Union. Najprej bomo videli, kaj se je v tem krogu že zgodilo in kaj nas še čaka. Včeraj dva obračuna, Domžale Primorje 1-1, Maribor Radomlje 4-0, danes torej Nafta Koper in potem ob 17:30 na Šport TV Celje Olimpija, zagotovo derbi tega kroga. Jutri pa še zadnji obračun, ko bo Bravo gostil Muro. Johnny lepo je zavrtinčil žogo, to je lahko nevarno, ampak do strela najprej ni prišel. El Mansuri pa še vedno nevarnost, Mauricio odbija. Na to pa strel mimo gola, pa tudi prepovedan položaj. Tule je zdaj našel Jovanovića, danes bliže golu Jovanoviću. Tole je priložnost in rešujejo se. In to s sjajnim drsečim štartom Tojčića, Lendavčani. Mijailović v 15. minuti, medtem že Domžoni v novem napadu za Koper. Longonda. Ja, Jurić, tu je zdaj Jurić. Jurić je padel in to bo 11 metrovka. Tako je bilo jasno, da so zamudili ob Tomiju Juriću domačini. V tej sezoni je Mauriciju to uspelo. Ena obranjena 11 metrovka, kar se tiče prve lige, in sicer Trdinu, ki je takrat še igral za Bravo. Jurić ali Mauricio, Jurić po sredini, Mauricio svojo levo in Koper vodi z 1-0, 37. minuta, pa vsem zasluženo vodstvo, to moramo priznati za Kanarčke. Takole je prehitro šel v svoje levo Mauricio, po sredini pa Jurić, ki je počakal na potezo mladega vratarja Nafte. Koperčani, ki priložnost za Jurića, nevarno je odbil žogo pred se Mauricio in Koper vodi z 2-0. Nagrada danes za dobro igro. Manseri je pritekel iz ozadja, 58. minuta, zdaj je Nafta v zares težkem položaju. Ja, pri Kopru so si tega želeli. Manseri do svojega prvenca v prvi slovenski nogometni ligi. Takole je šla akcija, Mauricio je bil na pravem mestu ob tem zaključku Jurića. Jurić tu ni podal Manseriju, ki je zahteval podajo, kot boste videli tudi s to gestikulacijo. Ja, Matondo pa je tisti, ki bo skušal izkoristiti svojo hitrost in takoj opozarja nase. Prvi kontakt žogo, zdaj nisem točno videl, ampak mislim, da je potreboval manj kot pol minute, da je prišel do zadetka. 3-0. Isak Matondo, 4. gol zanj v tej sezoni. Kakšen vstop v tekmo, fantastično. Tule ni šlo za prepovedan položaj, vsaj takole na prvo se ne zdi, da in potem dovolj močno in natančno, da je Matondo zaključil, ni okleval, takoj na polno. Ko je Mauricio žogo vsaj nekoliko odbil, je ta končala pod prečko. Fantastičen zaključek tega hitrega napada. Matondo in tu zdaj spet Manseri, nova priložnost za Koperčane, ki vodijo 4-0. Krasna akcija, 78. minuta, zadetek Tomeja Jurića, zadetek številka 2 zanj in 12. že v tej sezoni. Ali se lahko zaplete tudi v boju za kralja strelcev? Miren zaključek Jurića, ki takšnih priložnosti enostavno ne zapravlja. Dobro se je izmuznil prepovedanemu položaju, Manseri pa torej polni svojo statistiko.
Zdaj še asistenca ob zadetku iz 58. minute. 17. poraz bo to za Nafto. Proti Radomljam po podaji v prostor Mijailović. Mijailović, Jelenić, Jelenić in petarda! Jelenić za vodstvo spet proti nič. 87. minuta, Koper se je poigral z Nafto v Lendavi in tule zdaj veliko slavje za Eneja Jelenića in za Koperčane. Prepovedanega položaja seveda ni bilo. Takole je Mijailović upisal asistenco, Enej Jelenić pa zadev 7. v prvi slovenski nogometni ligi. Samo 2 gola za Lendavčane v zgodovini medsebojnih obračunov, no to je 3. Vendarle gol zdaj tudi za Nafto. In kdo drug kot Alex Pihler. 90. minuta, 5-1. Proti 1, torej takole je Pihler napadal prostor, ofsajda seveda ni bilo, podaja z leve. Marinič je upisal asistenco, njegova 3. v tej sezoni, ampak slaba tolažba bo to za Lendavčane. Jurhar pa bo ostal pri 11 čistih mrežah. Alex Pihler, samo eno stvarjo boste danes zadovoljni, to je z vašim zadetkom, sicer pa igra za pozabo. Mislim, da to niso pretežke besede po takšni tekmi. Ja, res je, od prve minute nismo bili pravi. Še tiste situacije, ki smo si jih pripravili, smo sprejemali zelo slabe odločitve in tekmo za pozabo, res. Zdaj bo tudi z vašega zornega kota zelo pomembno, kako bodo mlajši soigralci odreagirali. Hitro morajo pozabiti na to tekmo, kolikor jim boste tudi vi izkušenejši v pomoč. Pa ja, imeli smo že eno tako situacijo s tekmo v Radomljah, pa smo se potem naslednjo dobro pobrali, tako da upam, da smo se že prej iz tega nekaj naučili in da zdaj ponovimo isto stvar, da smo boljši na naslednji takoj. Alex, najlepša hvala. Hvala. Mr. Božic, this wasn't Nafta we know in this calendar year. What went wrong? Yeah, I think maybe it was our worst game in the whole season. Unfortunately, in the last period of the season, this is football. Sometimes it happens. We did every mistake in this one game, what we didn't in the whole season. Of course, Koper is, I think, is the best team right now in the championship. If we're talking about the form and the performance, and we had a bad day today. That's all. You said the Koper is the best team. Did you feel that? You played with Maribor, with Olympia. They're really the favorites now, maybe even for the cup, but we can say Celje is also in a very good form. Yeah, of course, but if Koper play like this, they are on the same level like Celje. This is how I feel right now after that game. I think the difference between the two teams was the quality, how they used the chances, because we also had I'm not talking about scoring goals. I'm talking about that we reach the positions from which we can create chances to score, and how they used these situations with the quality, how they played in these situations, and how we did it. It was the difference. What is now the key for your team to quickly forget about this loss? No, now it's easy to be a coach because after such a game, in the next game everybody will be 100% or more motivated and focused and everything. In this situation, as I told after also the Radomia game, the most important is the reaction in the next game, and the players prove that they can do it.
So I expect the same. Mr. Božič, thank you. Thank you very much. Gospod Stanovič, lahko rečeva, perfektna tekma z izjemo tega zadnjega prejetega zadetka. Kolikor vas je morda to razjezilo, da so fantje vsaj toliko popustili, čeprav se je delovalo, da je Nafta svetlobna leta od tega, da pride do častnega gola? Pa dobro, mislim, da smo nekako od prvega trenutka kontrolirali igro. Imeli smo nekih pol priložnosti v 16-metrskem prostoru, ker nismo dobro odreagirali, nismo hitro odreagirali, nismo imeli dovolj dobro anticipacijo. Smo nekako prišli do te 11 metrovke in tistega trenutka smo nekako vse skupaj kontrolirali, v drugem polčasu hitro potem zadeli in mirno pripeljali tekmo do konca. Kar se gola tiče, rad bi videl, da ga ne dobimo, seveda. Ne moram biti čisto nič pretirano jezen, pa zdaj izigravati ne vem kakšnega trenerja tukaj, ampak rad bi videl, da se to ne zgodi in da držimo koncentracijo do konca. Je pa tudi razumljivo, zakaj jo ne, veliko tekam je. V enem terminu popoldanskem, ki je dokaj soparno po nekih deževnih dneh, tako da, ampak to je vse sestavni del nogometa. Gospod Božik vam je namenil kar lep kompliment, dejal, da lahko to zdaj seveda resno jemljemo, igral je z Mariborom in z Olimpijo, ne v zadnjih tednih, da je danes Nafta igrala trenutno ekipo, ki je po njegovem mnenju najkonkretnejša, najnevarnejša, najbolj čvrsta v ligi. Pa me veseli, zahvaljujem se mu na teh besedah. Vem, kakšna je Nafta, vem, kako težek nasprotnik je, predvsem na domačem igrišču. Hvala mu na teh besedah, želim jim veliko uspeha v nadaljevanju prvenstva. Imajo kvaliteto, nekaj zelo neugodnih igralcev, tako da morali smo se zelo dobro pripraviti na to tekmo. Vas pa zdaj čaka neka specifika, ne, do pokalnega finala, že dvakrat pred tem s Celjem, prvič zdaj že med tednom, tako da ni prestanka za vašo ekipo. Kaj bo ključno v teh naslednjih tednih? Sigurno se dobro spočiti, zopet zarotirati igralce, ki so dokaj sveži. Pripravite se in iti tekmo po tekmo, ni treba zdaj kaj pretirano razmišljati veliko vnaprej. Sigurno zdaj takoj koncentracija na sredino tekmo, ni veliko časa do nje, praktično samo en resen trening, potem že sledi nova tekma in končno tedenski ciklus v naslednjem tednu, ampak do takrat treba še marsikaj postoriti. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Metod, nova izjemna tekma pod taktirko Slaviša Stojanoviča, odlična predstava v napadu, predvsem v drugem polčasu, že v prvem pa ste vse nadzirali. Vi ste zagotovo vse nekoliko razočarani zaradi prejetega gola, ne v 90 minuti, ampak sicer pa izjemna zmaga. Ja, bom rekel, da v mojih občutkih trenutno prevlada to veselje za zmago. Vesel sem, ker je cela ekipa res izdominirala celoten obračun. Na koncu sicer normalno za golmana malo gre enak pri okus, ampak mislim, da smo vsi lahko izredno zadovoljni, ponosni in s to zmago in gremo z eno zvrhano mero samozavesti v nadaljevanje. Kakšno bi bilo sporočilo za navijače, pa tudi za nas, ki spremljamo podrobno prvo ligo? Kaj se je toliko spremenilo, da ste zdaj tako čvrsti v vseh teh tekmah, tako tekmah s konkurenti za vrh, v tekmah na izpadanje v pokalu, pa tudi danes tule v Lendavi, ko ste igrali z klubom, ki se bori za obstanek? Ja, res je, da smo zdaj v enem res dobrem nizu. Tudi na igrišču kažemo eno, jaz mislim, da zelo dobro podobo. Imamo še veliko stvari, v katerih imamo rezerve, v katerih moramo naprej delati in se izboljševati. Ampak ja, lahko rečem, da se je neka prelomnica zgodila z prihodom Slaviše. Takrat se malo način dela spremenil in mislim, da zelo dobro delamo in to se kaže tudi potem na igrišču. Najlepša hvala. Hvala vam.